You go, girl. Živijo v novi epizodi Metinega čaja. Tokrat bo malo posebnega okusa spet, ampak za voljo Aljaž aktualnega dogajanja v svetu, ker pač ne moreva iti mimo, sva se odločila, da na Metin čaj povabiva nekoga, ki nama bo lahko v kontekst postavil to, kar se trenutno dogaja v Iranu in okolici. Res je. Ne samo pač nekoga, ampak izjemno usposobljeno, tako rekoč uniquely qualified, ne, z lepo slovenščino, novinarko, ki je bila seveda tudi že večkrat gostja Metinega čaja, ženska, ki je tako rekoč najin go-to source, ne, ali pa eden od go-to virov za pojasnjevanje jutrovega. Barbara Šurk, ponovno pozdravljena v Metinem čaju. Pozdravljena tudi vidva. Hvala za vabilo. Barbara, zdravo. Kje te motva? Kje si? V bistvu me ne motita, jaz sem v Franciji, evo doma, spremljam dogodke iz varnega zatočišča in sem vama na voljo. No, krasen. Ko to snemamo, to bom povedala, Aljaž, samo zaradi tega, ker se stvari tako sproti spreminjajo, da res ne veš, kaj bo jutri, se spet kdo spomnil. V glavnem, ko snemamo, je 10. marec, malo po točno opoldne. Tako je. Torej, Barbara, preden obnovim, kaj se dogaja, torej pogovarjali se bomo o vojni, ki se je začela vsaj ta zadnji del 28. februarja, ko sta ZDA in Izrael izvedla obsežne napade na Iran, v katerih je bil ubit iranski vrhovni voditelj Hamenej, pa več visokih predstavnikov režima. Ti si, tako kot je Aljaž rekel, k tebi na vrata potrkava večkrat, kadar gre za dogajanje na tistem koncu sveta. Zdaj, nisi prvič v Metinem čaju, tako da te mislim, da poslušalci in poslušalke že kar spodobno poznajo, ampak vseeno, what makes you uniquely qualified, da boš zdaj skupaj z nama oziroma da nam boš pomagala stvari postaviti v kontekst, kot sem rekla. Ja, Nataša, vidiš, ti si tako zelo lepo veš, kako ne rada jaz govorim o sebi. In smo šli pač na to. Tokrat sem bila že v Metini listi, da vem, da ponavadi vidva predstavita vajine goste. To si pa meni naložila to odgovornost. Veš kaj, ne, ni čist res, ne. Midva vedno vsem rečeva, da se predstavijo. Zdaj zate vemo, da si novinarka, da si 15 let živela na Bližnjem vzhodu, delala za Associated Press, politiko, številne slovenske medije, spremljala dogajanje v ZDA, iz ZDA, Brexit, Donald Trump, v Bruslju za politiko, če še nisem omenila, ne. Skratka, ampak vse, ne, ni to vse. Sam fokus na tisti del tvojih izkušenj nam pa kaj pove? Nam pove pa to, da tistih 15 let na Bližnjem vzhodu, ki si jih omenila, je šlo čez ene zelo turbulentne čase. Od začetka druge vstaje, palestinske vstaje proti izraelski okupaciji, ameriške invazije na Irak, poročanje iz Iraka, in okolice tudi Irana v tistem času. Potem sem bila pa, to je bilo vse še v času mojega dopisništva z Bližnjega vzhoda na delu, potem sem pa preskočila na Associated Press in sem pokrivala večji del moje kariere. Na AP-ju sem pokrivala države Perzijskega zaliva, to se pravi Iran, Saudsko Arabijo, Emirate, vse te države na arabski strani zaliva, ki so danes tarča napadov Irana. In tam sem imela tudi, baza je bila v Dubaju, ampak potovala sem pač po celi regiji, po vseh teh državah, ki sem jih omenila. In vključno z mnogimi assignmenti oziroma pač nalogami poročanja ameriške mornarice, 5. flota ameriške mornarice je nastanjena v Bahreinu
In pač od tam sem z ameriškimi letanosilkami, svašta ladjami, ameriške mornarice, plus vse mogoče ladje mednarodne flote, ki patrulira te vode, kot vidimo danes na naših ekranih. In sem bila pač embedded, ali kakorkoli se temu reče, na vseh mogočih koncih Perzijskega zaliva, Indijskega oceana, zaliva Adna, ob obali Jemna in tako naprej. Zaliv torej dobro poznam in zelo sem hvaležna za to, za ta pogled na regijo, ki bi bil moj ekspertiz, če bi temu lahko danes tako rečem, v bližnjevzhodni regiji bi bil zelo drugačen in tudi ošibljen oziroma osiromašen, če ne bi takrat pač prevzela to nalogo, da sem vodila pisarno v Perzijskem zalivu, ker so se takrat te države postavljale v to, kar danes so, ne. O tem lahko mogoče še malo kasneje govorimo, ampak pač se mi zdi to pomembno poudariti, zaradi tega, ker se je ravno v tistih letih, to se pravi od 2006 naprej, ne, se je težišče bližnjevzhodne politike in geostrateškega dogajanja se je nedvomno preselilo v te kraje oziroma v te države. In je bil tudi pogled na bližnjevzhodni konflikt, pa konec koncev na vojne in odnose z vsemi, ki so sledile pač temu času, zelo drugačen, kot pa če bi to gledala iz Jeruzalema in Kaira. No, pa dajmo, Barbara, za začetek nekaj gabaritov dati našemu pogovoru, gabaritov temu področju, temu konfliktu, to so, ne vem, lahko, recimo, geografski, verski, politični. Najprej. Ali Iran šteje za Bližnji vzhod? Ja, ta termin je itak kolonialni, britanski kolonialni, tako da jaz se mu z veseljem izognem. Ampak zaradi tega, ker Bližnji vzhod, to je bližnji Evropi, bolj natančno bližnji Londonu. Ne? Tako, ne? To je britanski imperij nam. Tako da ne, jaz mislim, da ne, da pač zato, da smo bolj razumljeni, dajmo uporabljati te izraze, ki so nam vsiljeni, ne? Ampak jaz mislim, da je Iran in Irak, ki sem ga prej omenila, sta ključni pač zalivski državi Perzijskega zaliva, ki sta oziroma naftni mogotnici, če temu tako lahko rečem, ki sta seveda potem postali zavrženi v 50 letih strani tedanjih velesil, seveda, ne, ker sta obe državi sta v različnih letih, to se pravi Iran v 50-ih, Irak pa potem v 60-ih letih, so bile v Iranu izvoljena vlada, v Iraku pa pač britanskega puppet režima. In obe te oblasti so želele oziroma so sprejele in naredile korake po nacionalizaciji svojih energetskih virov, to se pravi nafte. In v tistem trenutku so se znašle na sovražni strani velesil oziroma pač umirajočih imperijev, in potem so naftna polja pravzaprav oziroma naredili so iz arabskih zalivskih držav oziroma pač
protektoratov, ne, kot so Združeni arabski emirati, Bahrein, Katar. Predvsem te so naredili pač države zato, da so lahko pač od njih dobivali nafto in udarili po Iraku in Iranu z lažnimi državnimi udari, vojnami, napadi, sankcijami, ki trajajo vse do danes. In to je bilo vse, v bistvu, rekla si, začelo se v 50-ih v Iranu, to je, ko je padel Mossadekov režim, pa v 60-ih potem v Iraku. Ampak zdaj bom tako poskušal postaviti stvari, kot jih jaz razumem, pa me ustavi me takoj, ko se bom zmotil. Zdaj, v redu, Bližnji vzhod ali ne, ampak se pravi, Iran ni arabska država, čeprav je muslimanska država. In potem imamo še delitev med muslimani na šiite in sunite, in Iran je primarno šiitska država oziroma šiitski del islama. Potem imamo pa na drugi strani čez Perzijski zaliv, imamo pa potem še Saudsko Arabijo, ki je pa, a so oni suniti? Ja, Ja? oni so suniti. Oni so suniti in so seveda smrtni sovražnik z Iranom, tudi po tej logiki, in potem so vse te še mehne državice in emirati, ki si jih prej omenjala, da ne govorimo potem o pač intifadi, pač pa Izraelu in Palestini. In tako, kdo je danes, 10. marca, kdo je s kom prijatelj, odkje ima to, odkot izvira ta vojna in a ima to sploh kakršnekoli zveze z širšim, kaj je to, sodom smodnika, ki mu površno medijsko rečemo Bližnji vzhod? Ja, dobro, zdaj ta verska delitev pravzaprav se mi zdi zdaj v tem trenutku pomembna. Dajmo začeti samo, da pojasnimo te zadeve tako zelo na hitro. Ne? Iran seveda ni arabska država, kot si rekel, ne, to je Perzija, ki ima, pač to vemo iz literature ali pa poezije ali pa ekonomije konec koncev in trgovine, stoletne, ki je imel pač seveda čez desetletja in stoletja trgovske vezi pač z vsemi ostalimi kolonialnimi državami in tako naprej. Zdaj, pomembno se je prestaviti v današnji čas, da potem vidimo, kje smo, kdo je s kom prijatelj in tako naprej, kot si omenil. Lahko rečemo, da sta Iran in Amerika sta v vojni že od 50 let prejšnjega stoletja. Zakaj? Zato, ker je imel, kot sem prej odgovorila, kot sem prej omenila, Iran je imel demokratično izvoljeno oblast in zelo priljubljenega predsednika, premiera Mossadeka, ki so Britanci v tistem času rekli, to je zelo neprimerno, on je pač people's president, ne? In zdaj demokracija, to nam ni v interesu, da imamo tam v Iranu, zaradi tega, ker je obstajalo nekaj, čemur se je reklo British Iranian Oil Company. Ne? In so potem Američane naščuvali oziroma pač jim rekli, pejte, bomo mi lepo naredili mi bomo svoje ljudi poslali tja, pa bojo tako en mal proteste proti njemu naredili, pa bomo rekli, da je tak in drugačen, in to je bil potem, so ga vrgali iz oblasti in so pripeljali svojega Ameriki in Britaniji prijaznega voditelja, kralja Reza Pahlavija, ne? In ta je potem s trdno pestjo vodil Iran, ki je bil seveda zelo prijatelj seveda z Ameriko, ne? Če so ga dali na oblast in tako naprej. Ženske niso bile pokrite, to so bile itak drugi časi, ker so bili veliko bolj sekularni,
Enako je bilo v Iraku in tako naprej, modernizacija, levo in desno, urbanizacija in vse te zadeve. Ne? Potem so se Iranci začeli temu upirati, ker je bil dejansko naravnan režim je bil diktatorski, in v opoziciji se je organizirala islamska opozicija z kasnejšim ajatolo Homejnijem, ki so seveda se ne uprli samo Pahlaviju, ampak s tem tudi njegovim upravnikom v Ameriki. Ne? In potem se približno spomnimo, ne? Bila je islamska revolucija, Homejni se je vrnil v Iran zmagovito, ne? In potem so sestavili to iransko državo, ki imaš prav, velika večina Iranov je šiitskih muslimanov, gre samo za, na hitro povedano, med suniti in šiiti je so nasprotovanja ne samo v tem, kako je religija organizirana, ne? To so potem detajli, ampak gre za nasledstvo preroka Mohameda. Ne? Tukaj je še vedno ta šizizem znotraj sunitske verzije islama in znotraj šiitske verzije islama je so pa tudi še sekte. Ne? Skratka, zdaj imamo Islamsko republiko, ki ne bi smela obstajati, ne? Po verskih predpisih. Ampak Homejni je to organiziral z temi akademiki in pravniki islamskimi in tako naprej in so naredili dejansko islamsko državo, ki ima paralelne ureditve, ne? Poleg verske je ta sekularna, zato imajo predsednika, ampak potem je še poln enih paralelnih oblasti, recimo je tista, predvsem v vojski, ne? Del oblasti politične je tudi izvoljen, en velik del ta glavne moči, to se pravi vojaške, je seveda razdeljen tudi na paralelne. Imaš dve mornarici, ena sodi pod revolucionarno gardo, druga sodi pod vrhovnega voditelja, ne, duhovnega voditelja ali karkoli zdaj že je. Ne. In to zdaj smo na tej točki, da Iran je bil kot sem rekla, v vojni z Ameriko, ne, in seveda posredno tudi v vojni z Izraelom, zaradi tega, ker vidi dojema Izrael kot implant zahodnoevropskih in ameriških sil na Bližnjem vzhodu, rečemo mu tako. Ne? Okay. Hkrati je tukaj samo še en detalj, ki bi ga jaz, ko govorimo o prijateljih in sovražnikih, ne? Od vseh držav, teh bližnjevzhodnih držav, ne, imata Iran in Izrael največ skupnega. To je največja ironija. Ne? In to sem jaz zelo pozorno opazovala, ko sem bila v Jeruzalemu. Ne? In zakaj? Zaradi tega, ker enaka anomalija, kot je Islamska republika, ne, je tudi judovska država. Ne? Judovske države ne bi smelo biti, razen takrat, ko se vrne Mesaja. Ne? Zato imamo v nasprotju. To se pravi, kje so zdaj razlike med versko opredeljeno državo, a je to republika, kot je v Iranu, ali je to demokratična država, ne, kot je to v Izraelu, ampak skratka, obe dve tej državi imata največ skupnega, kako funkcionirata, kar recimo lahko tudi zdaj vidimo v teh napadih, ampak to so že preveliki detajli. Samo še to, da povem. Zdaj, ko se potem vojne so se nadaljevale, seveda za vse se je vrtelo okrog nafte, ne,
Saddam Hussein je bil predsednik Iraka od, to se pravi državnega udara, v 60 letih in njegova stranka Bas in tako naprej. Prilično zelo podobno je bila država urejena, kot je v Iranu, v tem smislu, da je bila namesto revolucionarne garde je bila najbolj udarna vojaška sila republikanska garda, ki je bila direktno podrejena predsedniku. Ampak kaj je problem Iraka? Problem Iraka je to, da je vladala sunitska manjšina, ne glede na to, da je Irak sekularna država, sunitska manjšina šiitski večini. In ko govorimo o verski strukturi, je zelo pomembno povedati, da je težišče šiizma, šiitskega islama, je v Iraku. In sicer v Nadžafu, kjer je bila ta slavna bitka, kjer so se borili za nasledstvo preroka Mohameda. In ko je Amerika napadla Iran, skratka, Iran in Irak sta seveda po islamski revoluciji bila znamenito 8-letno vojno v 80-ih letih, pri čemer je seveda po islamski revoluciji v Iranu je Amerika pritisnila na Sadama, naj napade Iran in ves ta čas, vseh 8 let, je Saddam Hussein bil vojno z Iranom za Ameriko in s enormno podporo ameriške vojske. In pridemo s tem do invazije ameriške, kaj se je zdaj zgodilo. Amerika napade oziroma zasede Irak, naredi spremembo režima in kdo pride na oblast? Pride na oblast šiitska večina. Na veliko zadovoljstvo Irana, ki seveda samo preseli svojo oblast na večina izvoljenih voditeljev je bila itak izgnancev v Iranu med vladavino Saddama Husseina. In v bistvu se je Iran lepo, popolnoma naravno in organsko razširil v Irak in to je do današnjega dne. Se pravi, da je v bistvu demontaža povojne ureditve sveta. Da so v bistvu vse to začelo že pred vsaj 20, če ne 40 leti? Definitivno, ja. Vsekakor. Tisto, kar si ti rekel na začetku, jaz mislim, da to ni začetek nečesa, ampak mislim, da je nadaljevanje. Veliko zdaj recimo govorimo, da je to začetek 3. svetovne vojne. Jaz sicer nimam kristalne krogle, ampak a veš, ko bereš recimo te detajle, pa recimo tudi med ameriško invazijo, v času ameriške invazije, in potem vseh teh premikov, ki sem jih omenjala, kako se je Iran razširil v Irak in te zadeve. In se spomnim, da sem takrat pač razmišljala zelo veliko o tem. Ko grem recimo brati 2. svetovno vojno, točno ti detajli, ki smo jim zdaj priča, ki sem jim jaz bila takrat na terenu priča, te detajli potem se nekako postanejo pomembni. Danes pač te informacije seveda bučijo v nas iz vseh mogočih ekranov in teh bliskov novic, ki jih dobivamo. Ampak se mi zdi, da so še vedno, da so pomembni te premiki. Da je pomembno zabeležiti te premike, zaradi tega, ker ko bomo razmišljali nazaj, zdaj ne bomo več to čez 20 let ali pa že mogoče čez 1 leto, pa bomo rekli, takrat, ko je Trump rekel junija 25 lani, ko je Izrael napadel Iran, in je rekel, in se je Amerika potem pridružila, in je rekel, da so izničili iransko jedrsko orožje ali jedrsko energijo, vse. Pa se bomo spomnili, da je potem rekel pač 28. februarja, da je zato
Izrael napadel Iran skupaj z Ameriko, ker je bil Iran 14 dni pred tem, da napade Ameriko. A razumeš? Ne? Tako je že 20 let. Ja. Tako. Je 14 dni pred tem. Ja. Tako. Barbara, sam korak nazaj, preden nadaljujem klele, kjer si zdaj končala, iz tistega obdobja, ko si ti živela in delala v regiji. Kaj si se naučila, kako ta regija dejansko deluje, česar recimo v Evropi pogosto ne razumemo? Koliko časa imamo? 2 stavka, da je 30 sekund imate, gospa. Hvala. Soočenje. Ja, zelo, zelo malo razumemo, ne? Verjetno. A veš, če lahko sam to rečem, ne? Meni je recimo zelo samo uvodoma, no? Skozi imam v mislih, ker sem prej omenjala, da kako so pomembne te zadeve, pa te pogovori, pa te govori in te izjave, ne, ki jih dajo. A veš, skozi zdaj razmišljam, ne, sigurno se spomnite, da je bilo, mislim, da januarja ali pa v začetku februarja so vsi predstavniki arabskih zalivskih držav plus Jordanije in ne vem, verjetno eno izpuščam, so prišli v Slovenijo in se je zunanja ministrica Fajon se je z njimi sestala. Ne? Jaz ne vem, a vidva koga poznata, ne? Ampak jaz si tako zelo želim zvedeti, zakaj so prišli in o čem so se pogovarjali. Ne? Ker če zdaj prevrtimo malo naprej, ne, kaj se je potem zgodilo, ne? Kar zdaj gledamo pravzaprav, ne? In nažalost v slovenskih medijih nisem zasledila nobenega, malo manj samo kakšna novička je bila, ki je objavljena, ne? Niti ni bilo nobenega poročila. Ne? In zdaj jaz predvidevam, da je bila to tudi, ne, ker res da v bistvu poznam te državnike in voditelje in sigurno so dali pogoj, da nobene tiskovne konference, ne? In mogoče še malo poudarili, da pač ne smejo nič o tem govoriti ali kakorkoli, ne, ampak predvidevam, da imam prav. Ampak skratka, da bi bilo, če bi bila kakršnakoli tiskovna konferenca, se mi zdi, da bi bilo zanimanje veliko večje. Tako da ne bom čez moje, ne me narobe razumeti, čez kolege govorila. Ampak ne, tak obisk v takem času v Sloveniji, ne, mislim, verjetno. Pa je šel tako mim, ampak je pa mogoče tudi znak, ne, da verjetno neki pa že razumemo, ne, da ali pa da smo z nekom v tem trenutku prijatelji, ne, da bi lahko mogoče tudi kaj čez nas šlo. Kaj to misliš, čez nas šlo? Daj malo manj ugankarsko odgovorjaj. A da bi bili advokati interesov, ali kako? Ja, jaz mislim predvsem na Balkanu, zaradi tega, ker mi pozabljamo, ne, mi pozabljamo, da je za zalivske države, Emirate, Katar, je Balkan izjemno pomembna regija Evrope. In v Srbiji recimo so predvsem Emirati so izjemno dobri prijatelji Aleksandra Vučića, to že več kot desetletje, in vlagajo masovno v njihovo infrastrukturo, ne, seveda ne ravno v na transparenten način, daleč od tega. Poleg tega se v Beogradu so se tudi redno srečevali z Izraelci, ki imajo tudi izjemne investicije in politične kontakte z Vučićevo vlado in z vsemi pač temi politiki. Medtem ko Emirati so tudi zelo pleteni v
politično sceno v Bosni in Hercegovini. Emirati so upleteni na strani bosanskih Srbov, to se pravi iz Republike Srpske, prek Beograda seveda, medtem ko Katar dominira bošnjaški del oziroma del federacije. Tako da imamo mi v določenem trenutku, jaz sem takrat o tem tudi poročala za New York Times, je bil kar mini konflikt pravzaprav za vpliv in investicije med Emirati in Katarjem. Ne. Mislim, jaz o Združenih arabskih Emiratih lahko govorim res eno leto skupaj, zaradi tega, ker veš, to so, kar sem se jaz naučila, ko sem jaz pristala v Dubaju, ne, za pokrivanje. Jaz sem se pač zelo hitro mi je bilo jasno, ko sem prišla iz tega izjemno, kako bi rekla, obsedenega z novinarji in publikacijami, ne, še en kolonialni izraz bom uporabila iz te regije Levanta, ne, Libanon, Sirija, Palestina, Izrael, ne, kjer ima vsaka stranka ima svojo televizijo in časopis in ne vem kaj, ne, in skozi pač kontroliranje in tiskovne konference in tako naprej, in potem prideš tja in nihče s tabo se ne pogovarja. Ne. Nič. In potem sem jaz ugotovila, da zato, ker kao, ne, oni rečejo, da tam ni politike. Ne. Tam je trgovina, je ekonomija in potem so vsi rekli, ne, to moraš to naštudirati. To je nafta, naftne cene, borza, cene zlata, ne, gradnja, investicija, nebotičniki, najvišje te, ne, najvišje zgradbe na svetu, ne vem, ne, odpiranje Zahodu, vse to. In potem eden od tega strahotnega kao moderniziranja je bil tudi njihova investicija seveda v turizem, ampak v športne dogodke. Ne? Tenis, golf, konjske dirke, nogomet, ne, začeli so kupovati te klube v Premier Ligi in tako, in potem sem jaz začela pač hoditi na vse te športne dogodke. Ko sem pa šla na, ne vem, tiskovno konferenco jaz sem šla tam pač na vsako pasjo procesijo, otvoritev Healthcare City, ne, nek objekt sredi puščave, ne, pa pride potem pač ta vladar, ne, emir Dubaja, prereže tisti rdeč trak in cirkus kamere in tako naprej, in potem ostane samo prazen objekt, ne, ampak to je Healthcare City. In tako naprej, Media City, ne, in to. In jaz sem hotela potem sem zvedela, da pač na športnih dogodkih pridem do vsadzga, ne. Zaradi tega, ker so Katar je želel olimpijske igre gostiti, ne, potem svetovno prvenstvo in tako naprej. In skratka, čez to sem potem ugotovila, ne, da lahko zvem samo in pridem do ljudi, ki bojo govorili z mano, samo če potegnem na stran na takih dogodkih in jih pravzaprav nekako dobim v ambush, ne, da jih vprašam še kaj drugega. Ne. Seveda samo to moram še povedati, zaradi tega, ker to je zelo pomembno. Ne. Jaz sem potem v Dubaju seveda zelo veliko pokrivala tudi stavke delavcev, ne, Ja, seveda. migrantskih gastarbajterjev, ki so prišli iz Pakistana, Bangladeša, Indije, Šrilanke, pač, ne, iz Azije, ne, oziroma Daljnega vzhoda, so prišli pač služiti denar in to je bila pač moderna suženjska delovna sila, ne, in so me zelo, zelo hitro dali na črno listo, ker sem pač delala novinarstvo tako, kot se pač dela, ne. In sem bila v nemilosti od vsega začetka in pa tudi,
kar ene parkrat sem spoznala njihove zapore zelo od blizu. Ne. Zakaj? Zaradi tega, ker sem delala sicer za ameriško tiskovno agencijo, ampak nisem bila Američanka in oni me enostavno z mojim slovenskim potnim listom niso mogli umestiti nikamor, ne. In so mislili pač, da me lahko na tak način, ki ne bi nobenega ameriškega novinarja ali pa zahodnoevropskega novinarja tretirali na ta način. Ampak s tem sem tudi spoznala pač ureditev teh držav. Ne? In to, kar mi zelo pogosto ne razumemo, kar Evropa zelo pogosto, da zdaj na dolg način pridem do odgovora na tvoje vprašanje, torej, je to, da kaj si se naučila, kako ta regija dejansko deluje in kar v Evropi ne razumemo? Ne razumemo, da deluje zelo na tej superficial level. Ne? Da mi vidimo samo en miraž pravzaprav pred seboj. Ne vidimo pa tik pod površino. Ne? Pod površino je pa veliko nesigurnosti, ogromno agresije in ogromno nekega, kako bi rekla temu, entitlement. Ne? Skratka, oni čutijo, da smo mi vsi njim dolžni omogočiti to, čemur oni rečejo razvoj. Ne? Mi smo pač dolžni njim omogočiti, da prodajajo nafto, da gradijo te nemogoče nebotičnike in skratka razvijajo nekaj, kar oni smatrajo za svojo civilizacijo, ki jo pa nam podarjajo. Ne? Mogoče je to malo preveč, to je njihovo darilo nam. Ja. In zdaj, če mi ne bomo, zato recimo iz takega razloga, so zgradili v Abu Dhabi Louvre, recimo, pa Sorbona na univerzi, in so rekli, ja, super, oni nam bojo dali denar, da bomo mi še eno krilo naredili tlele, v Parizu, pa to, ampak oni bojo nam dali cash, potem bojo tam en super krasen arhitekt bo naredil eno krasno zgradbo tam, razumeš, da bo to prestižno in ne vem kaj. Potem so prišli pa so rekli, ne, tega ne bo, tega ne bomo dali, samo to bomo dali, Mona Lizo prineste, pa so se vsi čudili, a vi nočete, ne, oni hočejo Mona Lizo, ne pa tam zdaj nekih nagih žensk iz renesanse, pa ne vem kaj še vse, a veš, nekih kipov, Sorbona univerza, NYU iz Amerike, recimo, vsi so derkali, da bojo imeli tam kampuse, kar je direktna pač posledica napadov 11. septembra, ko so zalivci, zalivski Arabci prenehali hoditi na Harvard in na vse te zahodne univerze, pa so potem si oni zrihtali, da univerze pridejo k njim, pa niso smeli tega učiti, pa potem so zapirali profesorje, pa potem so izbirali profesorje, kateri lahko pridejo. Skratka, vse to in njim še danes ni jasno, zakaj so to naredili. Potem so priprli recimo profesorje, ki so še danes v zaporu, ki so na Sorboni učili, in kaj so naredili Francozi, kaj je naredila ta mothership v Parizu? Nič. Zaprli so usta. Pozabi človekove pravice, pozabi akademsko svobodo medijev in izražanja in vse to naprej. Tako da teh stvari se mi zdi, da zelo hitro, to se vidi tudi danes, ko pošiljajo vse zahodne države, vključno s Francijo, da bojo branili vse te arabske zalivske države pred napadi Irana, in se vidi tudi danes, da enostavno ne razumejo. Če te prav razumem, mi ne razumemo dejstva, da je arabski svet, Perzijski zaliv, pač ves ta konc sveta, v bistvu naštudiral evropsko površinskost, evropski superficiality in ga zdaj nekako uporablja proti nam, ali kako? Ja,
lahko temu tudi tako rečeš. Ja. Oziroma, veš kaj, jaz mislim, da smo bolj mi krivi. Ne? Mi smo krivi v tem smislu, da pač še vedno dojemamo ta del sveta, ne, kot neke manj razvite, ne, manj izobražene trgovce pravzaprav, ne, ki nimajo nekih sofisticiranih mehanizmov, ne, ampak nas skozi zelo stereotipno zdaj govorim, ampak skozi bi nas nekaj mal okrog prinesli, ne? Ampak mi se ne damo zaradi tega, ker ipak oni nas mogoče mal bolj rabijo, kot mi njih, ne? Pa bomo že nekako, ne? Bomo že zjadrali skupaj, pa si bomo segali v roko in potem bomo dosegli svoje, ne? Pa ni čist tako, ne? In dejansko mislim, da je največja zadrega v tem smislu, kar je bila tudi moja zadrega na začetku, da jih poskušamo dojemati čez določene politične, strankarske mehanizme, ki enostavno ne obstajajo. V tem smislu. A veš, zato to, kar si ti prej rekel, zato jih dojemajo tam, da jih dojemamo, tam so šiiti, pa te so skregani suniti, pa Saudska Arabija se ne razume z Iranom, zato ker so te, nima to veze, da so oni suniti in šiiti. Saudska Arabija, by the way, ima tudi šiitsko manjšino, ne? Ki nažalost vladajoče družine oziroma kraljeve družine živi ravno na vseh provincah, kjer so naftna polja. Ne? Kaj nam to pove? To nam pove, da nima to nobene veze. Kar ima veze so naravni viri, zaradi katerega bijemo vse te vojne. Ampak hočemo pa pač v teh in pogovorih, dejanskih pogovorih, pa tudi pogovorih z orožjem, hočemo pač si dati, lejte, Ajatola Hamenej je bad guy. Dajmo njega usmrtiti in vse bo šlo kot po načrtu. Ne? In potem smo zelo presenečeni. Ampak to je predstava za javnost. Tako. Ne? To je predstava za javnost, ker tako, kot si omenila, gre za tiste resurse, ki so spodaj. Čak na začetku, ki so spodaj, pismo, kakšna lepa slovenščina. Na začetku sem omenila, se pravi, začela se je vojna, ZDA in Izrael sta napadla Iran, ubila voditelja, Iran je odgovoril za tiste, ki to sam z enim učem spremljajo, z raketnimi napadi na Izrael, na ameriške baze na Bližnjem vzhodu in širše se širi vojna, tudi Hezbollah v Libanonu, motnje v energetiki in prometu skozi Hormuško ožino. Zdaj trenutno smo v fazi, mislim, da sem ujela, da je več kot 20 držav že upletenih. Trump pravi, da ne več dolg, Iranci pravijo, toliko časa bo, kakor bomo mi hoteli, oziroma mi smo tisti, ki bomo povedali, kdaj bo konc vojne. In potem vsem, kar si zdaj rekla, katerim verom, evropskim ali arabskim ali perijskim, kjerkoli na svetu, ti verjameš, da najbolj straight poročajo o tem, kar se dogaja. Ne najbolj poenostavljeno pa napačno, ampak da po tistih poročanjih res lahko razumeš, kaj se dogaja. Ali je vojna še čist preveč v narekovaju baby fazi in vsi manipulirajo, predvsem medije. Jaz mislim, da mediji kar sami sebe manipulirajo. Ne? No, tudi to lahko dodaš. Tako, in jaz res mislim, da vojna se je začela že, bodimo odkriti, ne? Ta faza vojne se je dejansko res začela po 7. oktobru 2023. Se je začela v Gazi, ne? Oziroma z napadi Hamasa v Izraelu. In potem leto kasneje je bil izvoljen Donald Trump in Izrael je od takrat naprej pravzaprav leti po vsej regiji na krilih ameriških bombnikov in seveda bilo je samo vprašanje časa, kdaj bo izraelski premier Netanjahu, kot je sam rekel, uresničil svojo 4 desetletja plamtečo
željo, da bombardira Iran. Ne? Trump se je v ta del vojne vpletel, kot sem prej omenila, junija lani. Ne? Ko je skupaj z Izraelom seveda bombardiral Iran. Iran je bil takrat, ni pričakoval, da se bo to zgodilo, ampak so se kar vzdržali kakršnekoli reakcije. Ne? Pač nekaj izstrelkov na Izrael, ne, kar je bilo za pričakovati. Trump je prevzel pač uspeh te vojaške operacije in potem je rekel ta znameniti stavek, kako so oni to izničili jedrsko energijo in tako naprej. Potem so se stvari malce umirile, Izrael je nadaljeval, vključno z ofenzivo na Libanon, kjer je že prej pravzaprav obglavil iransko proxy vojsko v podobi Hezbolaha in potem zelo lepo pritiskal na libanonske oblasti z ciljem ne samo, da zasede pač spet Južni Libanon in bombardira Bejrut, tako kot ga je danes, ampak da Libanon lepo spravi nazaj v državljansko vojno. Ne? In z istimi cilji, in a veš, jaz verjamem samo, si me vprašala, kje dobivam te informacije in kje. Jaz berem izraelske časopise in poslušam izraelska poročila, zaradi tega, ker oni največ tam povejo. In oni tam povejo toliko, ne, česar nikdar ne slišiš oziroma ne zaslediš v zahodnih angleško govorečih medijih. Ne? Ravno nasprotno, zahodni mediji se vežejo v en vozu, da jim ne bi bilo treba omeniti vloge Izraela v vseh teh vojnah. Ne? In Evropska unija oziroma pač Francozi, Nemci, Angleži, ne, so po tem napadu na Iran vsi obsodili Iran. Medtem, ko je izraelski premier pa izraelski ministri so govorili, kaj vse bojo naredili Iranu, ne? Kako bojo naredili režim change. Ne? Jaz se upravičujem, ko gremo v take detajle, ne? Ti tako lepo povzameš, jaz pa potem tle nekaj težim. Ne? A veš, ampak Jaz sem to mogoče posledica, Barbara, tega, ker sem delala par predvolilnih soočanj in je 30 sekund imate, zdaj pa 60. Hvala lepa, gremo dalje. Torej, 30 sekund. Kaj se dogaja, kako bomo rešili? Ja, ampak veš, mi smo tukaj spustili izraelski ministri so govorili, kako je Mossad v Teheranu v tem trenutku, to je bilo januarja, in organizirajo proteste proti ajatoli, proti islamskemu režimu. In kot vemo, so se takrat dejansko res pojavili protesti. Pogumni Iranci, ne, so šli spet na ulice, ne, in režim je odgovoril z pokolom. 10 000 so jih prav mowed the lawn na ulicah Teherana in nekje druge. In skratka, travma na travmo, kar zadeva Irana. Prvič se je pa dejansko takrat v teh demonstracijah pojavilo, da so klicali po vrnitvi kralja, tega prestola naslednika samooklicanega, ne, in na teh demonstracijah. Ne. Potem se začne napad 28. februarja in kaj se zgodi, zdaj, če se vrnem nazaj na česa mi ne razumemo. 5 dni po, bom tako povedala, ko sem jaz gledala na te zalivske vojne z gledišča zaliva, ne, v Emiratih, v Iranu, kjerkoli drugje, vedno je bilo kristalno jasno, da Iran izstreli samo eno raketo, po nesreč, da pade nekam v puščavo v Emiratih, recimo. Ne? Se sesujejo vsi tisti nebotičniki, ki so tam. Ne? 5 dni po odgovorih Irana na Emirate, na Katar in Bahrein, kaj se je zgodilo?
Emirati so rekli, da ustavljajo vse investicije, ki so jih imeli zmenjene s Trumpom v Ameriko, zaradi tega, ker je budget crisis. 5 dni. In Bahrein je rekel, da ustavlja, da je razglasili so pač ta force majeure, višja sila, da ne bojo mogli dobaviti, da so pač raztrgali te naftne pogodbe, ne? Ker ne bojo mogli dostaviti nafte, ne? Potrošnikom. Skratka, to so dejansko papirnate države in hkrati, kaj se dogaja v zakulisju, seveda ne. Spoznali so seveda 2 strani, da je resna grožnja, ne? Da sami nimajo moči, da se temu uprejo, nemogoče je. Ne? Da pa hkrati tisti, ki so njihovi zaščitniki, ki so jim skozi govorili, ko so črpali njihovo nafto, ne, da jih bojo ubranili pred napadi Irana. To so sploh zmenjene za njih. Ne? Mislim, a je Trump kaj rekel njim ubran? Razumeš? Mislim, to mora biti kar hud udarc, ne? Kar rečeš, lej, pa smo sklenili sporazume z Izraelom, pa ne, vse smo naredili, kar ste rekli, ne? Pa dali smo vam bazo, pa Francozom smo tudi dali bazo, ne? Da imate svoje vojake. Ne? In kaj zdaj? Nič. Se pravi, ne glede na to, da je Evropa oziroma zahodni svet gledal na arabski bližnji vzhodni svet kot nekoga, kar nas bo nategnil, je zdaj Zahod spet ponovno nategnil Arabce v odnosu do Irana. Ja, jaz mislim, da ja. No, pa me pa to zdaj me pripelje v bistvu zdaj do naslednjega vprašanja. Ker je Iran v resnici je dejansko ločen faktor v celi tej enačbi. In po genezi, in po zgodovini, in po notrni politični ureditvi, ki si prej omenila januarske proteste, kjer se je zdelo prvič v seriji teh protestov, ki niso bili prvi, prvič se je zdelo, da gre, ali pa vsaj prvič po zelo dolgem času, da gre režimu res za nohte. In zdaj, kar naenkrat na to isto državo, ki je bila recimo na temu, da vrže teokratsko oblast, teokratsko diktaturo, zdaj na njih naenkrat padajo bombe. Imaš kakršne informacije, oceno, kakšno je recimo stališče povprečnega Iranca, Iranke, da jih zdaj pač v bistvu jim zdaj Amerika in Izrael jim mečeta rakete na glavo. Kako zdaj to sešteti? Ja, to je res zelo dobro vprašanje. Lej, jaz mislim, da so bili tisti protesti, ki so se zgodili zdaj ne vem, je to 2-3 leta nazaj, čas tako nesrečno teče, da res ne vem, ampak a veš, to so bili protesti, ko so to nesrečno Mahsa Amini pretepli do smrti. Ne? Jaz mislim, da so bili tisto protesti, ki so bili zelo pomembni v zgodovini Irana, oziroma modernega Irana, ampak mislim, da je v teh protestih januarja, ki so bili v določenem smislu, kot sem prej omenila, pač spodbujeni strani izraelskih in ameriških varnostnih služb, da so bili te pravzaprav bolj nekako iz obupa, pa bolj, kako bi rekla, ena past, ki so jo nastavili dobro mislečim, mladim Irancem, ki so željni pač sprememb in reform, ki so jih že generacije pred njimi zahtevale in prišle resnici na ljubo bliže temu. Ne? In ne smemo pozabiti, da obakrat, ko so Američani napadli Iran, so to naredili med pogajanji. Ne? V Ženevi. Ne? In v pogajanjih, en dan preden so začele padati te bombe na Iran, je rekel omanski posrednik v teh pogajanjih, je rekel, da smo blizu
da smo blizu enemu zaključku in naslednji dan. Ne? Tako da tukaj spet pridem do tega, kje jih narobe razumemo. Kako lahko potem, ne glede na to, da je ta režim diktatorski, da je teokratski, da zatira in ubija svoje ljudi. Ne? Ampak kako lahko in good faith, kot temu pravijo, ne? Kako lahko ne odreagirajo, ne? In kako jih lahko potem zahodni voditelji v Evropi potem tako genialno napadajo in rečejo, vi ste krivi in v Libanonu je Hezbola kriv, ne? Da je Izrael zasedel državo. Zdaj, recimo, jaz se zelo bojim, da ko vidimo recimo te posnetke protestov, ne, januarja recimo, ne, vedno to vidimo nekje iz gledišča Teherana, kjer seveda je mlada populacija. Iran ima 90 milijonov ljudi. Prestolnica je Teheran, to je res, ne, ampak so še druga urbana središča, ne, kjer dejansko nimamo pojma, ne, kakšen je utrip med populacijo, ne, koliko ima ta vlada, ta režim pravzaprav še podpore. Ne. Zdaj, iranski režim je v tem trenutku padel v veliko večje težave. Tik pred temi protesti januarja so se namreč uprli trgovci v Teheranu. Ne. Oni so pa baza zaradi inflacije in tako naprej, ne, to se pravi na tržnici, ne, na bazarju so se pojavila nasprotovanja in to je za njih resen problem. In ravno preden so se protestniki podali spet na ulice, se je režimski predstavniki so se pogajali z njimi. Ne. To je dejansko treba razumeti način te diktature. Ne? Oni niso neumni, oni vejo, kdaj so težave. Ne? In ko se začnejo trgovci, kot sem povedala, pritoževati in ko začnejo reči, da morajo nekaj narediti, ker drugače grejo s protestniki na ulice, ne? Se jim posvetijo, ne? In rečejo, dajmo zdaj pogledati, kako se lahko zmenimo, ne? Ker to ne moramo si prvošiti, da se vi uprete, ne? Valjda jim tega niso rekli, ampak pravim. Tako da jaz mislim, da je bila to resna težava in mislim, da v tem smislu je to bombardiranje malce usluga temu režimu. Ker poglej, in s tem tudi Nataši odgovorim na prejšnje vprašanje, ko si vprašala, kdaj bo zdaj tega konc, ne? A so Američani dosegli pa to. Ne? Mi zdaj ne vemo, a je, kaj je zdaj stated goal, ne? Kaj je zdaj cilj tega. Ne? Trump pravi, da je režim change. Ne? No, par različnih stvari. Tako, za režim change je dva dni nazaj. Ja. Tako, ne? Se spreminja, ampak ja. Dajmo reči, da dejansko, ne, glede na to, kje bombardirajo in kakšne so tarče, ne, da to je namen. Ne. Ali bo cilj, bomo še videli, ampak to je namen. Ampak s tem izbruhom napada, pa potem bombe padajo na šolo v enem mestu, za katerega nihče nikoli ni slišal, pa ima ne vem koliko, 8 milijonov prebivalcev recimo. Ne? Pa mornarje, ki so jih ubili ob obali v Indijskem oceanu, ob obali Šrilanke. Rafinerijo nafte v Teheranu, kot ste videli, verjetno zdaj pada črn dež na prebivalce Teherana, ne? In okolice. In ogenj se širi in nafta se steka v vodovod, v katerem zmanjkuje drastično vode. Ne? A bojo res šli v tem trenutku ali pa potem, ko razbijajo vse policijske postaje, pa vse ajatole, pa vse voditelje in predsednike in republikansko gardo in tako naprej, a bojo res dobili sodelavce, pa tako Venezuela style vlado ali režim, ali kako naj rečem, ki bo prijateljski in uslužen Trumpu. Ne? S tem hočem povedati, da pač po mojih izkušnjah druge vojne za
spremembo režima v Iraku, z bombardiranjem iz zraka, pa tudi z invazijo tujih sil v državo, si invazijske sile, rečemo to, ali pa nam prijazni proizvajalci nafte, si ne pridobijo prijateljev, ampak ravno nasprotno. Mislim, da bojo nažalost v tem primeru spet utišali vse te nasprotnike tega brutalnega sistema in okrepili glasove tistih, ki so jih zdajle tele bombe rekrutirale v njihove vrste. Ampak eno je, Barbara, da Trump, ki je resno moten človek, da si na par ur izmišljuje vsaj javno, kaj je cilj. Ne? Drugo, a res misliš, da so Američani toliko neumni, da ne vejo, kaj not delajo? Ja. Če bi mogla biti malo kreativna, pa 3 stvari naštet, zakaj delajo, kar delajo, kaj bi ti rekla? Jaz mislim, da so res toliko neumni, da to delajo. Predvsem zaradi tega, ker imajo izkušnje iz Iraka. Ne? Veš, mene to, kar Američani delajo zdaj, je primerljivo z 2003 invazijo na Irak. Še bolje pa primerljivo z invazijo ameriško na Irak leta 1991. Ne? Po Sadamovi zasedbi Kuvajta. Ne? To se pravi, temu se na Zahodu reče prva zalivska vojna. Ne? V zalivu se temu reče druga zalivska vojna, ker je prva zalivska vojna vojna med Irakom in Iranom. Ne? Kaj so takrat naredili Američani? Zelo podobno temu, kar so naredili danes. Ne? Kar delajo danes v Iranu. Šli so iz Kuvajta, zapeljali tanke tudi pač bombnike, ne? Tanke so zapeljali v Irak, so šli čez celo puščavo, na jugu so, kot sem prej rekla, na jugu Iraka, dominirajo šiitska populacija, ki je bila v času Sadamove vladavine izjemno zatirana, so zapeljali tanke tja in so rekli, zdaj gremo mi na Bagdad, a greste z nami. Ne? In šiiti so imeli organizirano opozicijo, ne tako kot v Iranu, kjer ni organizirane opozicije. Ne? Vsi prejšnji protesti v Iranu so pogoltnili reformiste. Ne? To se pravi te, ki bi umilili to islamsko republiko in naredili iz nje Zahodu prijazen Iran. Ne? Potem so Američani rekli, zdaj gremo mi na Bagdad, a greste z nami, so oni rekli, valjda, da gremo z vami, ne? Vzemite nas s sabo. Ne? Potem so se pa oni tam čez par kilometrov, so pa Američani rekli, ne, veš kaj, premislili smo se, ne, pejte vi sami, saj smo vam zbombardirali tam par palač, Sadamovih pa to, ne, good luck. In potem so se obrnili in so šli nazaj v Kuvajt. Kaj je naredil Sadam? Poslal svojo vojsko dol na jug, v Basri, naredil mesarsko klanje, pokol. Ne? In jaz se res bojim, da je nekaj tacga, nekaj podobnega lahko pričakujemo v Iranu. Ne? Ker sej v bistvu ni treba reči, da je cilj režim change. Ne? Lahko si premisli tale. Mislim, kar reče nekdo, da je cilj režim change, je prva asociacija, se mi zdi, spet smo pri izvažanju demokracije, želimo si, da bi ženske tam imele več pravic, da ne bi rabile pokrite hoditi, pa da bi za vsak las, ki bi ven gledal, jih pretepli, pa ubili in podobno. To mislim, da povprečni opazovalec, gledalec, poslušalec novic iz tega območja si to misli. Ja. Mogoče zakaj bi pa Mogoče zato, ker imamo dejansko tisto pranje možganov od Američanov, ne? Še vedno v spominu, ne? Ki so ga izvajali najbolj odkrito v tistem letu in pol pred invazijo na Irak, ne? Ko so imeli pač
turneje, pa Varnostni svet Združenih narodov, pa Joška Fischer, ki je tolkel po mizi, ne, in da oni ne bojo šli v Irak, in Coalition of the Willing, pa prodati v bistvu Američanom, ne, Američanom v prvi vrsti. Mi imamo to Ameriko še vedno v mislih, ne, ker si mislimo, da takrat tisti PR, ki so ga oni takrat izvedli, ne, pač mislimo, da je še vedno tukaj, ne, Trump ni Bush, ne, in njemu je čist popolnoma vseeno, da 90% Američanov ali koliko absolutno obsoja to vojno, ne, govorimo o Američanih tako, ne, povprečnih, ne politikih pa tako naprej. Ne. Ja. A veš, tako da in tudi če bi to, mislim, Trump pa brigajo pravice žensk, lepo te prosim. Njega brigajo pravice Ni mi treba meni tega razlagati. Ne? Briga ga tudi za demokracijo kjerkoli po svetu. Ampak to Absolutno. pravim, da so oni s temi pretense so šli, a veš, in ko razlaga, bomo menjali demokracijo. Ma zadnja briga je On je rekel samo, da bo menjava režima. Mislim, on je rekel, da ne bo režim, no. On je skozi govoril, da ne bo to noben nation building, pa ne vem kaj še vse. Tega mu res ne moramo pripisati, zaradi tega, ker res ne. Tako da to sem hotela reči. Ne? On se niti ne trudi, da bi lagal na to temo, da je to demokracija, ne? Da gre za neke demokratične ureditve. Ne? In zdaj še ena stvar pri tem je pomembna. Ne? Kot sem rekla, ne smemo pozabiti Izraela, ne? In njegove vodilne vloge v tej vojni. Ne? Ampak cilji, kakršnikoli ne bi že bili za Ameriko, oziroma za Trumpa, sploh ne moramo govoriti za Ameriko, ne? Za Trumpa cilji, ne, so zelo drugačni, kot so za Izrael. Trump si v tem trenutku želi, da bi tole zdaj počasi nehal, ne? Da on lahko razglasi, lejte, mi smo vam zbombardirali, smo vam toliko policijskih postaj, toliko teh režimskih postojank, voditeljev, še kakšnega je tola bomo, ne, pa to, zdaj je pa na vas, zdaj pa vi, prosim, na ulice, prevzemte, ne, in lahko gre, a veš, uno verzijo Bushovo, ne, mission accomplished. Tako. To je njegov cilj. Samo to, da še povem. Ja. Cilj Izraela pa ni tole zdajle na hitrco skleniti tole ofenzivo. Cilj Izraela je, oni ne rabijo nobene demokracije, oni ne rabijo nobene vlade, alternativne vlade, mladih, nič oni ne rabijo. Oni rabijo samo nered. Oni rabijo samo nered, da se med sabo tepejo, da se med sabo streljajo in oni bojo s tem zelo zadovoljni. Posledica zadnje iteracije vojne, ker dajmo reči, da je, ne vem, aj pravilno, če rečemo, da je to druga faza lanskega junijskega napada. Ja. Ok, je, v redu. Skratka, ampak zdaj, kar so oni kle dosegli, potem, kar čeprav tebe razumem, me boš popravila, da so prvič so si Američani pristrigali investicije arabskih držav Perzijskega zaliva v svoje lastno gospodarstvo, njihovi zavezniki, ki so jim do zdaj pač dobavljali poceni nafto, se na nek način počutijo izdane oziroma vsaj pozabljene v tem konfliktu velikih egov, ne? Pri čemer je mimogrede zabavno, ne? Kako imamo na eni strani dejanski teokratski režim ajatol, pa potem Netanjahovo skrajno desno vlado, ki je vedno pač odvisna od verskih fundamentalistov v Izraelu, in pa pač Trumpa, ki se ga tam dotikajo tudi njihovi protestantski verski fundamentalisti in ga vidijo kot inkarnacijo Boga, oziroma kaj je to, Jezusovega prihoda, ne? Pa me kot side quest ne zanima vprašanje, ali morda vendarle govorimo o neki parodiji verske vojne, ampak hotel se nekaj drugega reči, oziroma vprašati. Američani, Trump, ameriška vojska, nima nekega resnega načrta, zakaj so v to šli. Tudi Izrael, očitno, če res kar praviš, ali pa vsaj Netanjahu, mu paše kaos, ampak rezultat vsega tega pa je, da je, ne vem, gospodarska kriza, nafta je dražji,
plin je dražji, hormuška ožina je zaprta. A je sploh kakšen pozitiven aspekt tega? A je, ne vem, a je to, da je teksaška nafta zdaj spet profitabilna, da je venezuelska nafta profitabilna, a je kakšen vidik, ki bi lahko rekel, ja, to ima racionalni smisel, ali pač govorimo o vedno bolj ostarelih norcih, ki bodo ta svet pognali k vragu. No, Putin bi dvignil roko. No, A se smo že pri strinjam, ostarelih Nataša. norcih, ne? Smo Ja. že pri ostarelih norcih. Putin bi jo zelo visok Pa dal. Xi Jinping tudi. Ja. Vem, Ne? ampak onadva nista, če pa kje pa kle nista zraven, ne? Vsaj ne v smislu tega, da bi pržigala to vrvico. Skratka, od teh, ki se zdaj obstreljujejo, Ampak Kdo ne, ima karkoli od od tega? teh ne, nihče. Samo ta dva, ki smo jih omenili, ki sedita na strani in z veseljem opazujeta, kako se zahodni svet uničuje, kot praviš. Pa dobro, ameriška orožarska industrija, to oni so tudi kar profiterji. Ja, Pa- oni tudi, ampak Samo ni glih, da bi jim vojn manjkalo po svetu. To, a veš, mislim, Ja, no, ta je taka bogata, lahko malo sprobajo, a veš, daleč je, mislim, v eno je. Ukrajini imajo celo bojno polje, mislim, Ja. firing range imajo. Ne? Pa še kle, ne? Ja, Ali kaj, Barbara? ja, sorry. veš kaj, Sorry. jaz, ko se pogovarjamo o teh planih, pa to ne. Vojska ima vedno en plan, ne. Ampak, a veš, jaz sem bila toliko pač s temi okrog teh poveljnikov in vojakov in tako naprej, ne, in večkrat, glih enkrat, ko smo bili na tem, na teh bojnih ladjah v zalivu, ne, in tam je veliko tega v bistvu, veš, ko greš enkrat na ladjo, ne, polje assignment je tako, ne, ni ograničenja, ne, takrat, ko je vreme in ko so razmere dovoljujejo, se pač vrneš v bazo, ne, drugače si pa na morju in to je pač tisto največje darilo enemu dopisniku, enemu novinarju, ne, da mu ni treba pač vsak dan polagati račune, ne, kje si in kaj delaš, ne, hkrati se pa pač ogromno naučiš, ne, in ne spomnim se imena, ampak se prav spomnim, zaradi tega, ker te, ki so v mornarici, ne, so pač strategi, zelo pametni ljudje, pametni Američani, v nasprotju pač z Air Force, ki nobenega pametnega stavka ne moreš iz njih ven dobiti. To rečeš samo zaradi tega, ker te niso vozili s tistimi F-15 ali kaj so. Ne, Tile so me ti pa z tudi, ladjami. so me Pol pa tudi, favorizirajo, že v redu. da so me Ja. pripeljali na letanosilko, lej, so pa tudi s helikopterji, tako da, ampak Kaj so pol slabo pristali? ja, tisti je na letalonosilki pristati je vedno Ja. borderline, ne, saj veš. Mislim, vem ne, ampak videla sem posnetke. Ja. Ni prijetno, ne, ampak a veš, in je rekel, ne, in je enkrat tako dobro rekel, ko sem rekla, pač, a veš, ko vse v bistvu pravzaprav tako gledaš z tega političnega, ne, a veš, in je rekel, every military plane falls apart in contact with the enemy. Ja, seveda, ja. A razumeš? In to je, ne, ni zdaj on povedal, ne, ti si verjetno služil vojsko, Aljaž, ne, in meni je povedal pač eno tako Nije. fajn novost, ne, in logično novost, ne. Zdaj pa potem, če dodamo temu še, ne, norega poveljnika, ne, res norega, kot si ti rekla, Nataša, na začetku, ne, jaz ne vem, če lahko vlečemo kakršnekoli zaključke, razen tega, da se verjetno za vse nas, ne, ta avantura ne bo končala dobro, kar lahko vidimo že zdaj, ne, takrat v Iraku, recimo pred 2003, pa to je bilo to še tako abstraktno, ne, smo samo mi pač tam iz Iraka kričali, kakšne posledice bojo to imele, ne? Kakšne posledice bo tista invazija imela, ne? Za enako ta ožina, ne? Strateška. Veš,
še en podatek, ki smo že glih pri vojski, bi povedala, zdaj imamo po poročilih ameriške vojske je v zalivu sta dve skupini te mornarice, to se pravi 2 skupini letalonosilk, 15 destrojerjev, 1/3 vse ameriške mornarice, vojaške mornarice in skoraj cela moč, to se pravi letalstva, vojaškega letalstva, skoraj cela, so tam razporejeni in vpleteni aktivni v tej akciji, v tej operaciji. Je rekel Trump, da je to ni vojna, je military operation, mislim, brez besed. Tako je Putin, ki je šel v Ukrajino. Tako, in jaz sem se spomnila, ko to recimo vidiš, zdaj, če temu dodamo še vse to mednarodno floto, ki spremlja te, patruljira te vode in tako naprej, je kar gužva. Moram reči, da je kar gužva, tam dol. In, a veš, zdaj ta ožina, Hormuška, ožina je zaprta, kot je rekla Nataša. In jaz se spomnim, ko sem bila na teh all powerful ladjah in to, in zdaj v bistvu čez to ožino ne more nihče brez dovoljenja revolucionarne garde. Oni so tam in charge. In zelo velikrat, ko sem bila jaz tam, pa tudi pač iz Dubaja smo skozi o tem poročali, v zalivu je bilo to vedno novica, če so prišli pač kjerekoli ameriške ali pa pač te koalicijska plovila v kontakt z iranskimi plovili v zalivu. In je bil potem incident, in je bil potem smo poklicali 5. floto in so nam oni povedali, zdaj, kaj je ta incident bil. In večinoma je bilo tako, da so bili vse te ogromne ladje, letalonosilke in levo in desno, potem so bili pa eni taki čolnički, ki so tam, ki so zapeljali v neposredno bližino teh ogromnih ladij, ker jaz si pač tako predstavljam vizualno, da je to, a veš, Chihuahua, pa kjer je ogromen pes. Ja, vem, tiskaj, ki pol krave. Tako, a veš, tako nekako sem jaz to videla vizualno, In sem jaz rekla, in sem jaz potem enkrat sprašvala, pač tam sem rekla, pa kaj ta mehni čolniček, kako lahko to, mislim, kaj to predstavlja threat, pa oni so tako razložili, veste, pa oni to manevrira, pa tako, kaj se dogaja, oni imajo hitre premike, medtem ko ti ene letalonosilke ali pa ene bojne ladje, ne vem, traja ene par ur, če ne par dni, da se to obrne oziroma da se izogne kontaktu, bi temu rekli, s tem malim plovilom, ki je lahko verjeten, pač ima gor eksploziv ali pa ima kakorkoli. Skratka, ker enkrat potem začneš na tej ravni gledati te stvari, in ker razumeš zdaj, kaj ta sila pomeni, kaj ta vojaška sila pomeni na televizijskem ekranu, kaj pa pomeni v taki situaciji, kot smo recimo danes na terenu, potem vidiš, da v bistvu smo v zelo slabi, da so pač, ne vem, obeti za prihodnost, zelo slabi. Da ne bo pomote, jaz vojske nisem služil, da ne bo kdo imel napačnega ti si toliko mlad, vprosti. Ne, že v redu, ampak hotel sem pa reči, da je pa... Sem te postarala. Lej, ali sem pa sam sebe, veš, ampak kakorkoli, hotel sem reči to, da je pač ta citat, da noben bojni načrt ne preživi prvega stika s sovražnikom, je pač ta znana modrost. Vprašanje se seveda tukaj pojavlja zdaj, where's the off-ramp, kako se to konča, kaj je, pa tudi, če nimamo cilja, kdaj lahko ena ali druga stran razglasi zmago, oziroma,
če obrnemo optiko, tako žižkovsko, ali se morda to vse skupaj lahko konča z zamenjavo oblasti v Izraelu? Ne. Absolutno ne. Jaz mislim, da Izrael gre naprej. Kot je dovolj očitno, da če nihče v Evropi, pustimo Ameriko tukaj na stran za trenutek, če nihče v Evropi ni ustavil Izraela in Netanjahuja v njegovi vojni genocida proti Palestincem, ne zaustavi, niti z besedo ne obsodi nadaljevanja vojne genocida zdaj v Libanonu. Izrael je pred parimi dnevi, predvčerajšnjem, oziroma mi govorimo danes 10. marca, tako kot smo rekli, pred parimi dnevi izdal evakuacijski ukaz za evakuacijo predmestja Bejruta, prestolnice sosednje države. Izrael je potem zbombardiral, imamo spet 100.000 beguncev, zradiral zemljo, polovico do tal porušil vasi na jugu Libanona in poslal to se pravi svoje vojake za ponovno okupacijo južnega Libanona. Niti besede. Niti od francoskega predsednika, ki se tako rad pojavlja na strani Libanona. Kot sem rekla, ravno nasprotno. Obsodil je Hezbollah za češ, da so oni krivi za to akcijo, operacijo Izraela. Tako da Izrael je Izrael power zone. Želja Netanjahujevega predhodnika v stranki Likud, to se pravi desni stranki Ariela Šarona, leta 1982, ko je zasedel Izrael Libanon in so se ustavili pred Bejrutom, da so sklenili sporazum, pri katerem so izgnali Arafatovo palestinsko osvobodilno organizacijo iz Libanona. Pa je Šaron sedel na tanku in je rekel, gremo do Damaska. Ne? Pa je potem bila preiskava in pokoli in levo in desno in so ga potem, izraelska preiskava, in so ga potem odstavili in so rekli, da pač nikoli več ne bo mogel nobene politične funkcije uporabljati. Potem je bil Šaron seveda izvoljen za premijera. Zdaj pa poglejmo, kaj je Netanjahu uresničil. Prišel je do Damaska, zasedli so pol Sirije, ne? Tik pred Damaskom so, ustoličili so pač, ne? Seveda so spremenili režim, ne? V Damasku so ga spremenili, ne? Sebi v prid seveda, ne? Zato, da so lahko zasedli še dodatne površine Golana in še več. Bombardirajo Iran, ne? Kdo ve, če ne bojo oni poslali svojih vojakov v Iran. Mislim, Izrael nima meja in kot je rekel ameriški veleposlanik v Jeruzalemu, Huckabee, pred kratkim je bil intervju in je rekel, Izrael can go anywhere they want. They can go anywhere they want. In Izrael gre kamorkoli hoče. Jeseni imajo volitve, ne? Pol praviš, da dvomiš, da se bo karkoli spremenil. Ne, Izraelci, 99%, to spet, jaz berem izraelske časopise, izraelska poročila. Izraelci
100% podpirajo to vojno. Netanjahu si je zdaj prislužil velike zasluge za to. Tako da jaz mislim, da ne bo nobene spremembe. Ne bo nobene Čakaj, Aljaša, spremembe. sem te prav zaznala, da si hotel nekaj reči. Ne, hotel sem pač samo, Okej. mislim, cinično pripomniti, da pač očitno to vojno v bistvu na nek način vse tri elite rabijo. Trump hitro zmagal zato, da se mu obrnejo pač fortunes, ne, se pravi ankete Števci za kongres. pred kongresnimi volitvami, kar mu gre pač iz slabega na slabše. Ne. Netanjahu jo očitno rabi zato, da nadaljuje to izredno stanje in rally around the flag moment. A je tole pač očitno in tudi prav pride zato, da so pač spet pridobili legitimnost, ker pač zdaj kobajagi, zahodni moralni zavezniki mečejo bombe na glave ljudem, ki pač protestirajo proti ajatolam. Tako da, a je lahko to vse skupaj toksinično? Pa ne vem, če je to retorično vprašanje, tako da Nataša izvoli. Ne, razen če češ, Barbara, to, kar je rekel, kaj še pokomentirati. Ja, jaz mislim, da je to v bistvu, ja, to so te interesi. Ne? Zdaj, če pogledamo to, jaz se absolutno strinjam s tabo, ampak če pogledamo še, kaj je v interesu vseh teh zahodnih držav, no, ki jih skozi omenjam, vključno Amerike, ne? Mislim, da sem o tem že na začetku rekla, ne? In tudi razlog, zaradi katerega se nihče od evropskih voditeljev niti z besedo praktično ni rekel nič v zvezi z ameriško torpediranjem mednarodnega prava, raztrganjem Ženevske konvencije, kakršnekoli konvencije o vojni, razrušitvijo Združenih narodov, ki postajajo iz dneva v dan, ne vem, kaj, papirnati klovn, ne, in zdaj, zakaj, če se vrnem na tisto začetno iztočne misli, ne? Jaz ne želim, ampak verjamem, da tega ne rečejo zato, ker jim je v interesu, v bivšem kolonialnem in bodočem, ne vem, v senci nekih svojih imperialne preteklosti, ne, je edino, kar si želijo na Bližnjem vzhodu, je, da končno so vse te države, zbombardirane nazaj v neko plemensko ureditev, ne, razdeljeni na šiite, sunite in Kurde in ne vem kakšne še etnične pripadnosti, ne, zaradi tega, da lahko potem pač s posameznimi družinami, plemenskimi voditelji sklepajo, razumeš, dile in delajo trgovino. Ne. Mogoče je to dost cinična pripomba, ampak mislim, da je kar na mestu, se pravim, glede na to, da pač Evropska unija, evropski voditelji pač odreagirajo v paniki na vsako stvar, ki jo Trump naredi. Ki jo Trump naredi in na eni strani in ki jo Izrael naredi na drugi. In potem reče, ok, v redu, kar moramo mi zdaj narediti, vse je res neumen in levo in desno, ampak dajmo mi sam hiter, da si mi zagotovimo še pač naš kos kruha, ne? Ali pa kar eno bageto. Ne? Če bomo dost hiter, ne? Pa če bomo dost tako kao, da sodelujemo, ne? Pa da sej mednarodno pravo malo je kritično, ampak bomo že zrihtali. Ne? A veš, to je to. Ne? Mislim, še enkrat
več se mi zdi pokazalo, pa me kar popravi, če se motim, če se ti zdi, da se motim, da mednarodno pravo velja za male, ne pa za velike, da sploh z Trumpom v Beli hiši to brezsramno iz koraka v korak v različne države to dokazujejo in da se kaže tudi pri veliko gneva čutim oziroma zaznavam do reakcij Evropske unije, pri čemer se mi zdi, da se pozablja, kaj pomeni biti deljeno 27, ker na eni strani imaš, Amerika je rekla to, Izrael je rekel to, kaj pa Evropa? Ja, Evropa je pa, ne vem, Francija, pa je nekaj Britanija, pa je nekaj, ne vem, Italija, pa je nekaj Nemčija, ne? In se to kaže na primeru teh akcij, kakšna je zares moč Evropske unije, ko gre za takšne stvari. Ne prav velika, a ne? Ja, Ker kaj pa bi ti pričakovala? Mislim, jaz vem, kaj bi ljudje pričakovali, ampak ko pa pogledam, lahko pa razumem na nek način tudi voditelje evropskih držav, da s kom imajo na drugi strani opravka in kaj to, ker se gibljemo od volilnega ciklusa do volilnega ciklusa, ne za 10 ali pa 20 let naprej, kaj bi to pomenilo za njih. Kar pa jih ne upravičujem, ampak gladko lahko razumem, zakaj gre za brezjajčne odzive. Ja, ker imajo pač ta coklo demokracije, ne? Mislim, ne, ampak s čim jih lahko primemo? Ja. A imamo orožje? A jih lahko gospodarsko stisnemo? Ne, ampak mislim, da lahko, da vseeno bi, da je blok 27 potrošnikov, ne, se mi zdi, da je tudi, da ni tako slaboten, kot se Ursula von der Leyen pretvarja, da je. Ne. Jaz mislim, da bi lahko bila ena močnejša drža ubran mednarodnega prava in raznih drugih konvencij, trgovskih, ekonomskih in trgovinskih konvencij, ne, in carin in tako naprej. Ne. Jaz mislim, da bi lahko bilo to, da bi lahko bila močnejša drža. Ampak ja, tako kot praviš, ne, seveda je uslabljena, glede na to, da je 27 držav. Pa Orban drugo, pa Nemčija, ki ima posebno do Izraela, pa tega ni. Tako. Zato ni. Tako. Sem to že, na kaj misliš, da se more Slovenija pripraviti, pa res moramo piko postaviti? Ja, pišu, kar res, ja. Sorry. Na kaj se mora Slovenija pripraviti? Sem upala, da boste vi razložili. Danes smo 10. Ne, sem to hotela reči, na kaj se Slovenija pripravi. Ne? Danes smo 10. marca, 9. marca je bila v Sloveniji že prve resne drame okrog dobave naftnih derivatov, recimo. Višje cene, ne vem, kaj. No, hotel se, če še dodam, da dopolnim to vprašanje, ker smo tudi v finišu predvolilne kampanje, je vprašanje recimo cen nafte in energentov, ali pričakuješ ti novo migrantsko krizo in tretje, ali je tisti vrh bližnjevzhodnih držav v Sloveniji, ki se ga prej omenjala, imel kakršnekoli zveze z hitro in skoraj solersko, pa ne čist, ne, evakuacijo Slovencev predvsem iz Dubaja pa iz okolice. Tako, za konc 3 kratka vprašanja. Kaj je bilo s to evakuacijo? Mislim, da je bilo... A je bilo dejstvo, da imamo očitno neke veze tam, a je to pomagalo? A je slovenska diplomacija v tej zadnji iteraciji naštudirala Bližnji vzhod do te mere, da ga je razumela, zato da je lahko svoje ljudi, naše ljudi potegnila ven takoj, preden so se ostali obrnili? Veš kaj, jaz mislim, da tukaj moram reči, da bi rada dala en kapo dol pred slovensko diplomacijo oziroma slovensko diplomacijo. Mislim, da ni toliko pomembno, koliko zvez so imeli tam, ampak kako hitro so odreagirali, da je to treba narediti in so poslali tja pač letala, ko je bil letalski prostor še odprt oziroma ko je bil
ko je bila možnost, ne, da se izpogajajo pač te odhodi. Tako da jaz bi tukaj pač dejansko res rekla, da je to stvar hitre, koordinirane reakcije, odgovora naših diplomatov. Kaj bo zdaj s ceno nafte? Samo to sem še hotela reči. Ja. Nismo mi tle neki ruki. Ne? Mislim, da se Slovenija in različne oblasti kar znajo odreagirati, no? Ko se začnejo težave oziroma ko se začnejo vojne, a se ti ne zdi. Tako da jaz mislim, da je to bila zelo dobra poteza. Ne? Ampak niso pa zagotovili toplega obroka. Ne? To je pa zelo, sočustvujem pač s tem mladim gospodom, pa verjetno še kakšnimi drugimi, ne? Ampak pustimo to. Za ceno nafte tudi to sodi v kategorijo, kaj si se naučila. Ne? Včeraj smo lahko videli, ne? Kako je bila zjutraj po evropskem času, je bila 120, ne? Potem je pa Trump rekel 2 besede, pa je bila potem, ne vem, 60 soček nafte. Ne? Skratka, in potem so vsi pač pisali, kako je to zdaj zagotovilo in levo in desno. Če sem se jaz naučila v zvezi z nafto, je to, da sem panično to spremljala in to je bil res roller coaster, ne? Te cene nafte ves čas in kaj zdaj to pomeni za cene nafte in kaj zdaj drugo. Ne? In jaz v matematiki res nisem bila nikoli dobra in finance in te zadeve in imela sem pač neki teh analitikov, ki so o tem veliko več vedeli in enkrat je bilo pač to, takrat, ko je bila ta finančna kriza 2009, ne, in sem pač v celem res obupana poklicala enega od teh analitikov, ne, in se rekla, jaz matematike ne razumem, kaj zdaj to pomeni, kako moram zdaj to zračunati, ne, da dobim to, pa prav on, posluši Barbara, cene nafte nimajo nobene zveze s številkami, ne. To so emocije. Ne? In od takrat naprej imam pač to v mislih, ne? Da se mi s tem ni treba ukvarjati, ne? Pač pa moraš spremljati pač te premike in različne citate in izjave, ki pa vidimo, da so, mislim, to je tako kot ta, meritev srčnega utripa, ko gledaš v monitor, ne? In če ga dolgo gledaš, ne, itak misliš, da si že 5-krat umrl vmes. Tako jaz nekako to razumem. Zdaj, jaz ne vem, ampak ni Slovenija v zelo dobrih odnosih z Alžirijo? A ni Alžirija? Ne bi bila. Z njimi, ja. Ne, jaz sem pred našim pogovorom razmišljala, ne, da to je zelo dober čas biti prijatelj z Alžirijo. Ne. Ravno zato, ker sem v Franciji in oni zdaj niso prijatelji. Ne. Tako da v Franciji se bo ne pošilja Macron zastonj ladji v bran Emiratom in ostalim državam, ne, zato ker oni nafte ne bodo dobili. Jaz upam, da bo Slovenija obdržala te stike. Še enkrat sem jaz zelo impresionirana z takim razvojem diplomatskih odnosov slovenske diplomacije in upam, da se bojo kaj srečali v bodočnosti, po volitvah verjetno. Ne? Impresionira te, da smo na črni listi ZDA in Izraela? Absolutno. No, ampak mogoče še, pač, ker smo že spet omenili volitve, a je govorjenje o migrantski krizi zdaj samo strašenje ali je to spet nekaj, kar se morda lahko zgodi? Mislim, v vsaki vojni so begunci, ne? Tako da tisti, ki mislijo, da lahko vojne bijajo brez tega, da so preselitve, da so
množična preseljevanja in odseljevanja se zelo motijo. Ne? Strašenje pa, ja, to je v Evropi je to najbolj močno orodje zastraševanja ljudi, seveda ne. Lahko bi se mal bolj zamislili nad sabo, no. Ampak nažalost se ne bojo in pač strašijo ljudi, ne. Namesto da bi državam, ki počnejo te norosti in brišejo meje, ne, dobesedno brišejo meje. Veš, ti si rekel, na začetku si rekel nekaj o to se pravi ureditev sveta po drugi svetovni vojni. Ne? Tako je. Mi gremo tukaj na Bližnjem vzhodu s to vojno, ki se zdaj dogaja, z vsemi temi invazijami in premikanjem meja Izraela in ne, po Bližnjem vzhodu, gremo še malo dlje nazaj in brišemo meje Sykes-Picot sporazuma med Francijo in Britanijo za razdelitev Bližnjega vzhoda. Tako da jaz bi s to mislijo končala, ko začnemo govoriti o, a bojo prišli migranti ali ne. Če se spomnimo nazaj, kaj se je dogajalo po tem sporazumu, ne? Kaj šele se bo dogajalo po razmontiranju teh meja, ki so bile takrat začrtane. Hvala lepa, Barbara Šurk. Ampak preden pa čisto postavimo piko na i, pa seveda veš, kaj sledi v Metinem čaju, ker si to vajo z nama odigrala ali pa vadila že večkrat. Kolikrat, a se ti Aljaž spomniš? 4-krat pa si, ne? 4-krat pa zihar, ja. 4-krat pa zihar. In navada je, da Metin čaj zaključiva tako, da gosta oziroma gostjo povprašava, da z nami deli eno zanimivost, nekaj, za kar oceni, da veliko ljudi ne ve, pa da bi jih znali zanimati. Izvoli, zares piko na i temu pogovoru. Veš kaj, zdaj, ko sem se pripravljala na ta pogovor, je res poln enih spominov, no. Se mi poja po glavi, pa tudi pač glede na to, da je spet razplamtenje teh, rečemo temu strasti, no, razplamtenje strasti v tem delu sveta, kjer sem res preživela, ne bom rekla najlepša leta, ampak vsekakor najbolj zanimiva in avanturistična. In kjerkoli, kadarkoli sem bila, se je vedno, ne glede na to, kakšni so pač te stereotipi, pa ženska v tistem svetu, pa vse mogoče, pa to, ampak vedno so se našli ne ljudje, če ne skupine ljudi, pa vsekakor posamezniki, ki so me v določenem trenutku slabosti ali pa kako bi rekli, pač nemoči in mogoče tudi rahle bojazni pred svetom, pred prihodnostjo, v katero smo takrat stopali. In so me vedno, se je našel nekdo, ki je rekel, lej, ne razumeš, kako stvari tukaj funkcionirajo, ne? Lej, ti bom razložila, ti bom povedala, ti bomo pomagali, ne? Razen v zalivu, ne? Ko sem prišla v Dubaj, po vseh teh vojnah in frontah in ne, bom rekla pač, življenju pod velikim pritiskom, ne, da je za vsakim korakom je nekdo s puško, recimo, no. In tam je bil pa mir, ne, tam je bilo vse lepo, vsi smo bili varni, prav en tak, kot da bi, ne vem, eno tako pomirjevalo
pojedel in in je bilo vse tako, vse se je svetlikalo, trava je bila zelena, bazeni so bili čisti. In potem se je pa začel ta strahotni napad na moje poročanje, ki sem ga že prej omenila in tako naprej. In jaz na začetku zares nisem razumela, zakaj je temu tako. Ne? Zakaj me imajo tako na piki, sej ni nobene vojske, sej ni nobene vojne. Ne? Ampak tam me je v resnici zares bilo strah. Ne? In potem sem ugotovila, da jaz sem bila na poti vojska, ki so napredovale na fronti. Ne? In ni bilo prijetno. Ne? Ampak nikoli pa nisem bila na poti samega kapitala, ki napreduje in si utira pot v svet. Potem se je pojavil en gospod, ki je pisatelj, odvetnik, predsednik Združenja juristov v Združenih arabskih Emiratih v Dubaju, katerega sem enkrat poklicala, če bi se pogovarjal z mano, zaradi tega, ker je branil, on je zagovarjal te stavkajoče migrantske delavce v Dubaju, ki so šli stavkat, ki so stavkali, in sicer zelo odmevna stavka je bila na tem gradbišču najvišjega nebotičnika na svetu, Burj Khalifa so mu rekli, so ga imenovali. In on se je pokazal, da je tisti človek, ki je rekel v Dubaju, ki je rekel, ne razumete, ne, kako to zgleda, ne, vam bom jaz razložil. Potem je on vse razložil, kako deluje pravo, kako delujejo socialne razlike znotraj Emiratov, vse krasne stvari. Razložil mi je vse njihove tradicije, ki so zelo drugačne kot od islama do hrane, do vsega. Odpeljal me je k svoji družini, spoznala sem njegovo ženo. Potem me je tudi branil, ko so me oblasti priprle, kot sem povedala prej, in to večkrat. In potem je izbruhnila, rečemo temu tako, so izbruhnili protesti arabske pomladi. In Mohamed Roken se je pridružil v Emiratih prošnji oblastem, da bi del del parlamenta, no, rečemo temu tako, ki je seveda imenovan, da bi del parlamenta oni volili, da bi bil to en tak lep kompromis na poti k demokratizaciji in modernizaciji te države. In te zalivske države so zelo, kako bi rekla, z trdo roko so potolkle kakršenkoli upor in klic po solidarnosti s protestniki v Egiptu, Tuniziji in vse posod drugje, vključno z Bahrejnom. In seveda promptno tudi zaprle vse aktiviste. Edino aktivistično gesto, ki so jo oni izvedli, kot sem rekla, da so poslali ta tweet, so objavili s to prošnjo, da bi oni to naredili. Ne? In najini usodi so se prekrižali, ko so seveda se tudi spravili name. Ta del moje kariere je bil odličen, kot sem povedala vnaprej, ampak
tudi zelo boleč, zaradi tega, ker mene so, kot sem rekla, so me priprli v Dubaju, potem so pa v tistem času je bil ta spyware na, kako se reče, na Blackberryjih, ne? In je bil dosti primitiven, ampak pač udrli so v moj Blackberry, moj Facebook in njegov Facebook in so potem dali to na internet, in so rekli, da midva sodelujeva, da sva celo ljubimca, in da jaz sem pa itak agentka muslimanske bratovščine, in potem sem jaz mogla po hitrem postopku oditi, ne, pravzaprav je bil to nalog, je bil signal AP-ju, da me pač spravijo čim prej ven, in so tudi me. Medtem ko Mohameda, kot sem prej povedala, njega so priprli, potem so ga zaprli, potem so ga obsodili na 10 let kazni v nekem puščavskem zaporu, in to je bilo leta 2012 in mislim, da 2023 so mu podaljšali kazen, in Mohamed Roken je še danes v zaporu, nihče ne ve, kje je. Obsodili so ga, 2023 so ga obsodili ravno v času, ko je bil v Dubaju zasedanje Združenih narodov, ta klimatska konferenca COP, in mislim, da Združeni narodi niso nič rekli okrog tega. In jaz bi pač ta spomin bi posvetila njemu, ki mi je še danes pač od vseh spominov na moje bivanje in moje delo tam, je imel on in ima še vedno veliko vlogo, kaj pomeni pogum, in na drugi strani, na žalost, kaj pomeni ta plemenska pravica, o kateri sem govorila na začetku, pa tudi zdaj na koncu, ki je čist pod površino, samo pod tisto tanko površino neke demokratične zahodne ureditve, ki jo te države prezentirajo nam in predvsem zahodnim voditeljem. Barbara Žurk, hvala lepa, da si vzela čas, da si povedala tudi tale precej žalosten, zaskrbljujoč in razočarajoč na nek način, ne, del zanimivosti, pa seveda tudi za vse ostalo, za to, da si uniquely qualified, za to, da nam razložiš vse to, kar se zdajle v zadnji interakciji dogaja v Iranu in v okolici. Barbara, najlepša hvala za Metin čaj, 315. številka po vrsti. Hvala ti in vse dobro. Hvala enako, hvala za povabilo. Vam, spoštovani, pa hvala, da ste bili spet in še vedno z nami v sezoni 13 in ne 14, epizoda 14, če sem prav preštel. Vsekakor se lahko naročite na zapisnik, na newsletter Metinine liste, tako da pošljete mail na info@metineliste.si, lahko pa postanete tudi član ali članica Vlade narodne enotnosti oziroma stric ali teta iz ozadja. Podrobnosti so na metinelista.si investiraj, poševnica investiraj. Hvaležni bomo za vsak fičnik.